Maša, vidim, da si bila tudi že na digitalnem področju, kar precej aktivna po življenjepisu. Tako da bi imel nekaj vprašanj zdaj na tem področju in sicer me najprej zanima, s katerimi digitalnimi orodji si se srečala na lastno pobudo v zadnjih mesecih? Na lastno, da sem jaz v bistvu želela. Tako, da si sama nek korak k uporabi teh orodij. Mogoče s kakšnim orodjem umetne inteligence. Ok. S kakšnim pa? Oziroma s katerim? Zadnje čase uporabljam Claude. Ok. Claude? V redu. Poslušam, ja. Začela sem z nekimi enostavnimi teksti, da mi jih je pogledal, naprimer slovnične napake, stilske. Pol sem si pa želela malo več od njega, pa sem ga začela uporabljati za prezentacije. Super. Ok, torej imava Claude, še kaj v zadnjih mesecih? Začela sem mogoče uporabljati tudi orodja za planiranje objav. Ok. Smo tudi to delali. To pa so? Kakšne orodja? Naprimer MetaSuite. Ok. Aha. O katerih objavah pa govoriva? Veliko našega dela smo želeli diseminirati na družbenih omrežjih. Aha, ok. Zdaj tu sem slišal, želeli smo, se pravi, vas je bilo več. Aha. Kaj pa konkretno tvoja vloga pri tej uporabi orodij, recimo, v tem konkretnem primeru? Jaz sem bila ena izmed dveh sodelavk, oziroma sem še vedno ena izmed dveh sodelavk, ki urejava, kaj si želimo, da širša javnost ve o našem delu. Super. Okay. In kako imate pa razdeljene vloge med sabo? Recimo, kaj točno ti počneš? Začnemo s tem, da pogledamo, kaj si želimo v naslednjih 14 dneh povedati. Okay. Pa se pol malo deliva. Vsakič ena objav, ali pa ena napiše objavo, druga objav, ali pa obratno, se sproti usklajujeva. Super. Torej imava Meto, imava Clauda. Še kaj, kar si na lastno pobudo začela? Znotraj digitalnih orodij. Ja, znotraj digitalnih orodij. Okay. V zadnjih mesecih mislim, da nisem več toliko eksperimentirala z drugimi zadevami. Se mi zdi, da sta bile to ključni dve spremembi. Okay. Mogoče sem začela več uporabljati kakšne poglobljene analize na drugih AI orodjih. Aha, dobro. Predvsem teh, ki želijo kakšen deep research. Da imam še reference, iz kjer prihaja vsebina. Super. Kaj so bili tvoji razlogi, da si, ko si rekla, na lastno pobudo začela uporabljati orodja, recimo Claude, Meta? No, razmislim. Mogoče, ker se mi je zdelo, da veliko časa izgubljam, pa bi lahko to naredil robot. Namesto mene. Robot, dobro. Koliko te je bilo pa na samem začetku? Kako ti je bilo to začeti? Ni mi bilo čisto enostavno. Se mi je zdelo, da moram veliko enega časa investirati v to, da raziščem, kako bom to uporabljala, pa da se naučim. Ni mi bilo najbolj prijetno se učiti nekaj čist novega, kar nisem poznala. Kaj ti pa ni bilo prijetno v tem učenju? Nisem mogoče vedela, kaj točno pričakujem od tega orodja. Ali pa kaj gre lahko narobe. Takoj, kam grejo podatki, ki jih nalagam, naprimer na to orodje. Če je neka analiza, pa jo naložim, a smem to narediti ali ne, a bom kaj izdala preveč. Super, no, to sem ravno hotel vprašati. Kako si pa preverjala zanesljivost teh podatkov? Večinoma rečem, da mi da reference, iz kjer je to orodje, naprimer, ali Claude vzel to informacijo in potem preverim že sama,
torej ga bolj uporabljam zato, da mi najde neke relevantne vire, pa potem iz tega sama vam pobrskam, kot da bi vzela copy-paste, oziroma da bi samo kopirala tekst ven. Se pravi, kot neko izhodišče? Ja, kot izhodišče. Okay. Ja. Ko si preverjala, recimo, ta izhodišča, kaj si ugotovila? Kaj te je prepričalo, kaj te ni? Zato sem, na primer, nehala uporabljati ChatGPT, ker se mi je zdelo, da je bilo veliko ali pa več virov, ki ali niso obstajali, ali pa ni bilo ravno pravilno narejeno. Se mi zdi, da mogoče v tem primeru je bil Claude primernejši za kakšne take zanesljive podatke. In potem tistih, ki sem ugotovila, da nimajo smisla, nisem uporabila. Zdaj, nekaj mesecev nazaj si torej začela tule dosti proaktivno raziskovati ta orodja. Če primerjaš Mašo leto nazaj pa danes tvoje delo, kaj se je pri tvojem delu zaradi digitalnih orodij v tem trenutku, če narediš presek, najbolj spremenilo? Verjetno, da uporabljam to pogosteje. Okay. To. Še kaj druga? Da tudi sama prepoznavam več priložnosti, da to uporabljam. Mogoče na začetku nisem toliko videla, kje točno mi lahko ta orodje pomaga. Zdaj se mi pa zdi, da na velikih delovnih nalogah, kjer mogoče ni toliko potrebne kritične presoje, mi lahko olajša delo. Predvsem, če je treba spremeniti obliko ali teksta, ali kako bomo nekaj prezentirali, ali pa mi da idejo, kako nekaj začeti. Okay. Kaj se pa v smislu načina, ne načina, ampak kvalitete dela najbolj spremenilo pri tebi zaradi teh orodij? Meni se zdi, da na začetku, ko začneš uporabljati to orodje, predvsem zdaj neko orodje za umetne inteligence, se ti zdi, kot da naredi bolje od tebe, potem ga nekaj časa uporabljaš, se ti pa naredi slabše od tebe. Okay. Se mi zdi, da je bila velika sprememba to, da na začetku se mi je zdelo, da to zelo izboljšuje mojo kvaliteto dela. Zdaj se mi pa zdi, da je to dobro kot nek asistent, ki moraš potem za njim pogledati stvari in jih nadgraditi. Okay. Zelo zanimivo. Maša, lahko naštejete vsaj izobraževanja, ki ste se jih udeležili v zadnjih 3 letih? Različna so bila. Okay. Nekaj imamo znotraj podjetja, interne, nekaj imamo zunanje svetovalce. Se mi zdi, noter jih imamo veliko, ker imamo zelo polno kadrovsko. Imamo 5 ljudi v kadrovski, ki se ukvarja samo z izobraževanji. Okay. In oni v bistvu jih sestavljajo, imamo nek tak program, kjer nabiraš točke, ko se izobražuješ, tako da jaz kar rada hodim na ta izobraževanja. Na katera ste prišli? Različno. Tako, ena so zanimiva za moje področje, mi je pa všeč, da se tudi širše izobražujem. No, na katera ste šli, ki so bila zanimiva, pa na katera širše? Širše sem šla na kibernetsko varnost. Takrat smo šle vse sodelavke. V bistvu v naši ekipi smo 3 sodelavke, ki se ukvarjamo z analizo in gremo potem na ta izobraževanja kdaj skupaj. Tudi naša vodja to spodbuja, je kot nek team building za nas. Super. Gremo rade skupaj. Kako vam pa je, zdaj ste povedali kibernetsko varnost, ko so vam rekli, šli boste na kibernetsko varnost, kaj so bile tiste misli, ki so vam šle čez glavo? Mislim, da se bomo samo o tem phishingu pogovarjali. Aha, dobro. Torej, kibernetska varnost, pa ni bil sam phishing. Kaj od tega, kar ste slišali na kibernetski varnosti, ste pa lahko recimo v praksi potem uporabili? Mogoče jaz pri mojem delu ne veliko, ker se ne ukvarjamo toliko s tem področjem. Je bilo pa zanimivo, ker se rada izobražujem. Kaj pa se je spremenilo zaradi recimo takega izobraževanja, ki je bilo široko pri vas? Zdaj se težko spomnim prav konkreten primer, kaj se je spremenilo, ampak da sem bolj pozorna na to, kaj se dogaja okrog mene. Kibernetska varnost.
Kaj še? Okay, imamo kibernetsko varnost, kaj še lahko naštejete iz teh zadnjih 3 let? V bistvu mislim, da sem šla 2 leti nazaj, ali je bilo pa 2,5, da se ne spomnim čist. Je bilo delavnica za odnose, ki je bilo malo interno, ampak je hkrati prišel še nek zunanji svetovalec, pa smo se pogovarjali o različnih temah, to smo že tudi vse 3 sodelavke skupaj. Je bilo kar zabavno, ker imamo rade take dneve. Se pravi, delavnica o odnosih. Kaj pa je tam ostalo? Kaj je pustilo sled za vas osebno? Veliko smo se pogovarjali, da smo si različni. Bila je taka delavnica, da je vsak dobil eno barvo, glede na svoj temperament. In potem smo gledali, kako kakšna barva se pogovarja ali pa reagira na situacije. Kaj pa to pustilo za vas, za en vtis? Je to, da smo si različni. Kaj se je spremenilo zaradi te delavnice pri vašem delu, v vaših odnosih? Zdaj bolj vem, kakšne so moje sodelavke. Zakaj so take, kako se mogoče lažje z njimi, kako se jim približati na boljši način, ali pa kako se z njimi pogovarjati, da dobijo od mene tisto, kar potrebujejo, da bodo tudi one lažje opravljale ali svoje delo, ali pa komunicirale z mano na drugačen način. Smo se bolj povezale. Odlično. To je ta vidik internih odnosov. A je ta delavnica, oziroma kaj konkretno je spremenila pa izven teh odnosov v timu? Ali pa katera druga, no? Saj konec koncev zanimajo me še ti širši učinki vaših izobraževanj. Ja, mislim, da je veliko to, da si skozi v stiku z novostmi. Kaj to pomeni? Da greš malo na te različne delavnice, tudi kadar se ne tičejo tvojega dela. Se mi zdi, da je to pomembno. Kako pa to, da vam je to tako pomembno, da ste v stiku? Da si dlje časa lahko uspešen na delu, pa da tudi zaposlovalci vidijo, da se trudiš. Super, lepo. So katera znanja, ki bojo pa še posebej pomembna na vašem področju dela v naslednjih letih? Je kaj takega, kar se vam zdi, da bi bilo pa nujno vlagati? Verjetno kakšne delavnice kritične presoje. To se veliko poudarja. Kaj konkretno to pomeni za vas v naslednjih letih, kritična presoja? Za moje delo mogoče pri uporabi kakšnih digitalnih orodij, da znaš premisliti, kar dobiš od tega orodja, če je to smiselno uporabiti. Kako ste pa motivirani za učenje na tem področju? Ja, jaz mislim, da ful. Zelo, ja. Kaj pa ste že do zdaj recimo na tem področju naredili? Mislim, veliko je prinesla ta delavnica kibernetske varnosti, da sem se malo soočila, spoznala s tem področjem. Veliko se mi zdi, da kdaj berem, tako, ko vidim kakšen članek na LinkedInu, naprimer, pa si ga preberem. Raznoliko. Dobro, super. Maša, koliko izkušenj imate s timskim delom? Se mi zdi, da veliko. Da veliko delamo timsko. Super. Če bi morali navesti recimo eno obdobje ali pa en primer, ko ste se v zadnjih letih najbolj angažirali za oblikovanje dobrih odnosov, kaj bi izbrali? Moramo razmisliti. Imeli smo en primer, kjer je bila precej, torej imeli smo našo ožjo ekipo, potem par sodelavcev iz sosednje raziskovalne ekipe mogoče. Ni bilo čisto jasno, kdo si želi kakšen zaključek nekega dela, in je prišlo tudi, kdo je šef mogoče tega področja. In se mi zdi, da je bilo takrat veliko trenja ravno iz tega, kdo je zdaj ta glavni pri tem. In sem se angažirala predvsem tako, da sem si želela
z vsakim članom imeti malo pogovor 1 na 1, zgolj zato, da bi slišala njihovo mnenje. Se mi zdi, da mi je veliko časa takrat to vzel, ker je bilo tudi neko obdobje, ko sem bila po par ur samo na telefonu. Okay. Zgolj zato, da bi se nekako probali uskladiti, da bi se tudi sosedna ekipa počutila slišano. Kako pa to, da ste prevzeli takšno odgovornost na sebe v tem timu? Kaj noben drug ni. Kaj pa je bila vaša formalna vloga v timu? Jaz sem bila v bistvu samo izvajalka, šlo je v bistvu za na koncu je to pomenil že nek predmet, ki bi ga, oziroma nek tečaj, ki bi ga ponudili. In moja vloga je bila, da bi bila izvajalka tega tečaja. In ko ste poskusili s tem večjim angažmajem, kako so se odzivali vaši člani? Na neki točki precej boljš kot pričakovano. Z določenimi imamo še zdaj zelo dober odnos, ravno iz tistega turbulentnega obdobja. Okay. Je bilo pa nek del članov, ki pa mogoče v tistem momentu, ko smo se 1 na 1 pogovarjali, je bilo vse v redu, pa ko so nazaj prišli v svoj tim, pa spet ne več. Tako da se mi zdi, del je bil tudi izgubljene energije. In ko ste to spoznali pri teh članih, kako je to vplivalo na vas? V ta projekt smo še nekako zaključili, nimamo pa več nobenih, vsaj jaz nimam več nobenih želja, da bi še sodelovala z njimi. Okay. Kolikrat ste še pa sodelovali s temi? Vsakič za izvedbo tega tečaja. Kako je to vplivalo zdaj na vas, ta izkušnja? Recimo, kako se je to poznalo v tem sodelovanju z njimi? Mislim, da sem bolj zaprta, v smislu, da zdaj naredim samo tisto, kar je res treba, vsaj v tem, kot smo se dogovorili. Vse je zdaj pisno, nič več ni, da se zmeniš na hodniku, po telefonu, vse je na mailu. Mogoče je bolj stroga komunikacija, tako bolj hladna. Kolikrat ste pa probali to skomunicirati, kar vas je zmotilo neposredno, asertivno? A z vsakim posameznikom? S temi, ki so v tem paketu, ker ni šlo najboljše? Ja, mogoče premalkrat. Imela sem takrat možnost, da je naš vodja imel mogoče sestanek z vodjo tistega tima in sta se takrat zmenila in tudi nisem bila tako vključena v ta proces. Ne vem, mogoče bi lahko bila, če bi hotela. Kaj vas je pa oviralo? Se mi je zdelo, da imam malo zvezane roke. Da karkoli bom rekla, da nisem bila med temi odločevalci, pa tudi, če sem si mogoče želela biti, da sem imela občutek, da mogoče hierarhično, glede na pozicijo v tem timu, nisem na tem mestu, da bi se lahko enakovredno pogajala za naše interese. Če bi zdaj začeli ta projekt še enkrat, zdaj izkušnjo imate, kaj bi spremenili? Predvsem na začetku bi bolj jasno določili, kaj se pričakuje od kakšnega člana. Takrat je bila malo taka situacija, da se nam je zelo mudilo in je bilo vse, ja, sam naredimo, in ko imamo nek cilj, ali pa vsaj jaz vidim nek cilj, kako si želimo nekaj dokončati, bom naredila vse v tej smeri, tudi če bom imela občutek, potem se bo to uvedelo, pa si bomo razdelili, ampak zdaj je res to treba narediti in bom pač naredila. Takrat je bilo pa potem pričakovano, če sem jaz to naredila na začetku, bom zdaj jaz to do konca počela, ampak to ni bila moja vloga. Tako da zdaj bi še enkrat bolj določila, ali pa mogoče bolj jasno skomunicirala, kar sem se takrat mogoče bala, da bo preveč strogo, ali pa da ni glih na mestu, da to jaz rečem, da tole specifično bom jaz naredila, ampak tega potem pa več ne. Ok, super. Dajva malo še pogledati področje raziskovanja. Vidim, da je tudi v življenjepisu kar nekaj raziskovalnih nalog, kar je super za naše delo. Kaj je bila pa vaša najbolj kompleksna analiza podatkov do zdaj? Zdi, da jaz malo pozabim, kaj je bilo kompleksno za narediti, ker se bolj spomnim tega po težavnosti, mogoče kaj mi je bilo kompleksno potem, ko je bilo že narejen in je bilo potem treba sfiniširati. Se mi zdi, da mogoče zdaj imamo v glavi eno raziskavo, ki smo probali narediti neke konfiguracije ali pa neke tipe ljudi glede na nek vzorec obnašanja. Nek latentna analiza profilov. No, ta del pustiva, dajva mogoče bolj na vaše aktivnosti.
Tako da ta del mogoče mi je bil zahteven, zato ker je bilo toliko enih elementov, ki jih je bilo treba vključiti, pa pogledov, pa potem tudi soustvarjalcev mogoče te vsebine in vključiti vse pomisleke in vse poglede. Različni ljudje različno vidijo, kako se bo neka raziskava odvila ali pa kako jo zapeljati. Kaj je delalo to raziskavo tako kompleksno za vas osebno? Malo se mi je zdelo, da kar smo naredili, smo potem, ko smo se obrnili, če se lahko izrazim, kar malo z ritjo podarili, ker smo takoj zamenjali smer, v katero bo šlo. In se mi je zdelo, da smo izgubljali velikega časa za nekaj, kar bi bilo lahko bistveno hitrejše narejeno. Okay, zdaj slišim množino, kaj konkretno pa vi? Jaz imam mogoče rada, da ko se nekaj začne delati, imam nek action plan, akcijski načrt, ki mu potem sledimo in sem zelo hitra in rada delam hitro. In ko imam člane ekipe, ko radi zelo razmišljajo o nalogah, večkrat zamenjajo, kako bi neka naloga ali pa kako je ta rezultat, kako ga vidijo, kako bi ga obrnili. Potem, ko že začnemo delati, me precej frustrira, ker se mi zdi, da bi lahko se to na začetku dogovorili. Je pa res, da jaz ne maram zelo počasnih, tudi počasnih pogovorov ali pa da bi se nekaj zelo počas odvijalo. Jaz imam rada, da gre hitro, pa da se začne delati. Tudi, naprimer, ko kupim kavomat, ne preberem navodil, ga najprej začnem uporabljati, ko gre kaj narobe, potem preberem navodila, kaj je šlo narobe. Kaj ste opazili kot stranski produkt tega, da ste zelo hitri, recimo do zdaj pri svojem delu? Kot negativen? Ja, kaj so bile pa tiste manj zaželene posledice tega? Predvsem to, da bi lahko kdaj bolj kakšno stvar premislila, pa se o njej več pogovarjali na začetku, pa šli potem počasi delati. Mislim, da mogoče konkreten primer vzpostavitve tega tečaja, ki smo ga imeli, če bi na začetku zelo počasi določili, kaj so naloge, od koga, kako mi vidimo rezultat, kako bo to potekalo, bi bilo mnogo lažje, kot da smo se samo vrgli v delo in začeli delati. Zna se izgubiti veliko časa za to, ker pač ne vemo. Bom še vas nekaj druga vprašal, pardon. Ste do zdaj na področju inovacije, področju raziskovanja vpeljali kakšno večjo inovacijo, spremembo, noviteto? Ja, v bistvu ja. Kaj bi izpostavili? Mogoče to, da sem zelo naključno spoznala raziskovalca, ki je delal v sosednjem podjetju. In sva šla samo, tokrat sva se videvala na hodniku, da sva šla potem pa enkrat na kavo in potem se pogovarjali in smo delali določene zadeve, ki so zelo komplementarne in smo se odločili, da bomo sodelovali z njimi. On sodeluje tudi z univerzo na Finskem in z Univerzitetnim kliničnim centrom na Finskem. Še malo vas bom samo stavil, pardon. Mogoče, če sam greva k tej stvari, kakšno spremembo oziroma inovacijo ste zaradi tega poznanstva uvedli v delu? Nove poslovne partnerje imamo za to. Oni so začeli, imajo drugačne inštrumente merjenja določenih konstruktov, ki jih tudi mi merimo. In to nam je nekako pripeljalo to poznanstvo. Kaj konkretno se je pri samem področju raziskovanja zaradi tega pri vas spremenilo? Večje vzorce imamo. Iste raziskave, ki jih naredimo pri nas, lahko, torej v Sloveniji, lahko zdaj naredimo oziroma ponovimo na Finskem, na podobnem vzorcu. Merilne inštrumente, ki jih imamo v Sloveniji, lahko posujemo na Finsko in potem njihove inštrumente, ki so malo drugačni od naših, posujemo k nam. Se pravi, do tega je prišlo zaradi vaše neke aktivnosti. Če bi morali en element, ki je pripeljal rezultat v tem partnerstvu izpostaviti, pa je povezan z vami, kaj bi izpostavili? Mogoče prav te merilne inštrumente, ki jih zdaj lahko uporabljamo, oziroma celotna naša skupina raziskovalcev lahko uporablja te merilne inštrumente. Isto sem hotel mogoče nekaj drugega vprašati. Kaj v vas
recimo, katera vaša aktivnost je tista, ki je pripeljala do tega plodnega partnerstva? Aha, kaj iz mene izhaja, da sem Tako. okay. Mogoče je to presplošno, ampak se mi zdi, da ravno to, da sem zelo vključujoča in da da rada v bistvu razširim krog ljudi, s katerimi sodelujem. In tudi rada spoznavam ljudi na ta način, in če mi je nekdo zanimiv, bom se zelo potrudila, da bomo našli neko skupno točko, tudi če je to z vidika ali sodelovanja ali pa sam prijateljstva.